Gravitacija, apnenčasta tla, voda in vpliv Mediterana sta na Krasu ustvarila pokrajino, ki obiskovalca prevzame tako svojim podzemnim svetom kot površjem. Območje živega muzeja Krasa je skoraj pol stoletja samevalo, saj po drugi svetovni vojni ni bilo dostopno za vse. Domačin Ludvik Husu današnji živi muzej Krasa pozna kot svoj žep. V otroških letih je na tem območju pasal krave, kasneje je iz kobilarne Lipica, kjer je zaposlen, na oglede vodil skupine turistov. Igra narave ga še danes navduši in preseneti v vseh letnih časih. Tle smo pred eno veliko steno, bi rekel, v glavnem značilni so tle, če pogledamo te žlebe. Žlebičev je, spodaj vidimo eno naravno okno. To pomeni, da tle se je pojavila ena kamenina, bi rekel, manj odporna, ki se je okrušila in je prišlo skozi okno. Sprehod po poteh spominja na sprehod med filmskimi kulisami. Skozi stoletja se je ponekod kamen oblikoval v prave umetniške izdelke, kot je na primer kamnita goba. Potrebne so dve različni kamenini, spodnja je krušljiva in se je odkrušila, zgornja trša, bi rekel, je ostala. Iz izkušenj bi rekel, tle, ko sem prišel kar direkt iz Lipice do tu, so vsi, bi rekel, niso verjeli, da vsi so mislili, da je tu zmontirano, pol, ko so prišli v Formo Vivo, pol jim je bilo, bi rekel, jasno. Oko obiskovalca se ustavi tudi na dobro ohranjeni pastirski hiški. Ta je lep prikaz življenja kraškega človeka, ki se je preživljal s kmetovanjem. Zgradili so jo pred več kot 100 leti. Je velikosti tam za nekje 5 pastirjev. Značilnost je, bi rekel, tele gradnje, če vidimo tele kamne, vsak kamen je malo zamrknjen noter in na konci visi, bi rekel, navzven, tako da ko pada dež, se to preliva iz enega na drugi kamen, bi rekel, in hiška je suha, ne pušča. Glavni namen vzpostavitve živega muzeja Krasa je prezentacija naravnih lepot na tem območju, v bistvu nadzemnih kraških pojavov in pa prezentacija kulturne dediščine. Ena od teh je na primer nova štirna Sežana Orlek iz leta 1822. Takrat so jo vaščani Orleka in mesta Sežane skupaj zgradili kot neko vodno rezervo. Stara Avstro-Ogrska cesta Sežana-Bazovica je osrednja os živega muzeja Krasa. Od nje potem vodijo različne tematske poti. Nekatere vodijo do Lipice, druge do Gologratne jame ali celo do arheološko bogatega območja. Na tem območju se je odkrilo eno posodo in še kose keramike, ki jih je spomeniško varstvo iz Nove Gorice ocenilo na starost okrog 5000 let. V eni jami Bestažovca, ki je na drugi strani bil spodmol, so strokovnjaki iz Inštituta za raziskovanje Krasa iz Postojne odkrili, bi rekel, na steni risbe in so jih ocenili na starost okrog 7000 let. Živi muzej Krasa pa je raj tudi za rekreativce. Vse poti so ustrezno označene, prikazana je zahtevnost in dolžina poti. Na voljo imajo tudi trim opremo v nekdanjih smodnišnicah. Zaljubljeni v Kras ali ne, to območje vas gotovo ne bo pustilo ravnodušnih.